Moja zgodba je pa taka. Ko sem se rodil v 7-mesečni nosečnosti, so mi postavili diagnozo cerebralna paraliza spasti. In do 8. leta sem bil jaz na posli dobesedno križ. So rekli, ta ne bo govoril, ta ne bo hodil, nič. Potem je pa neka volja, moč, pogum, sam ne vem, kako je to ratalo. Ampak hvala Bogu, sem imel starše take, mojo pokojno mame, ki ga imam še zmeraj v srcu rad, in mojega očija, tako da sem dal 19 operacij, da sem se iz ležečega položaja postavil na takega, kot sem. Prvi stik z Jožetom sem imela na programu usposabljanja za življenjsko uspešnost Moj korak. Ko se pa je program zaključil, smo ga mentorici usmerili v svetovalno središče in v središče za samostojno učenje. Ostal sem sam, ker sem se mogel sam organizirati. Potem sem pa tako primerne ustanove. Od takrat tudi redno prihaja v središče in menim, da mu srečanja zelo veliko pomenijo. Potem sem pa prišel v VDC, sem začel delati v delavnici. Veselilo me je delo z ljudmi, tako da sem začel delati na recepciji. Jožeta poznam že 3 leta in mislim, da je tak velik borec in je zmeraj pripravljen na razne izzive in gre na vso moč. Potem je bilo pa počasi treba izpit narediti. Sem se lepo preko interneta pozanimal za to avtošolo. Jože je zvedel, da imamo pri nas vozilo z avtomatskim menjalnikom, je poklical in potem sva začela sodelovati. On je hotel biti kot ptička na veji. Meni pomeni spet za avto, dobesedno življenje na novo. A računalnik mi pa pomeni tista stvar, kar pri zdravih ljudeh pomeni služba. Jaz pa, ker pač ne morem fizično delati, uporabljam svoje možgane. In tudi na tem področju bomo iskali možnosti, da si pridobi MPK oblikovalec oziroma izdelovalec spletnih strani. Izpostavila bi tudi njegove jasno zastavljene cilje, to je osamosvojitev, zelo si želi preseliti v svoje stanovanje. Zato moje geslo samo nekaj. Vztrajnost, pika vztrajnost, pika vztrajnost. In to je to.